Torej, Slovenska ljudska stranka praktično začenja sklepni del priprav, glede na to, da se priprave odvija že tam od padca referenduma. Imamo evidentiranih več kot 90% vseh kandidatov na listi za poslanke in poslance. Lahko povem, da je tudi nekaj takšnih, ki niso člani stranke, torej neodvisnih, nekaj zanimivih imen, ki bodo najbolj tudi videli kaj prahu, ampak temu je tudi to namenjeno. Sicer pa tudi program je pripravljen, v naslednjem tednu bomo predstavili odličen program. Verjamem, da bodo z mano tudi nekateri ljudje, ki so nam pomagali in niso člani stranke, kar bo tudi zanimivo. Program je odličen in imamo odgovore za ključna vprašanja, ki so in smo trdno prepričani. Kljub te, bom rekel, slabi situaciji, v kateri se je ta država znašla, da lahko skupaj vsi skupaj, Slovenke in Slovenci, to krizo prebrodimo in jaz vidim luč na koncu tunela. Tako da jaz sem optimist in trdno verjamem v to, da je to moč storiti. Nekaj več od programov, ki ste predstavili, recimo kaj so? Zagotovo ključna tema je gospodarska rast. Ta gospodarska rast se nam je ustavila, praktično je bila nekaj časa negativna, posledica tega je bilo ogromno število nezaposlenih in ključni namen pa cilj našega programa je to, da spodbudimo gospodarsko rast. Seveda, s povečanjem konkurenčnosti tega gospodarstva privabiti moramo lastniški kapital, rizični kapital, vse to pa brez tega, da se bomo spoprijeli tudi z javnim sektorjem, jasno, da ne bo šlo. To so seveda osnovne kulture, jasno pa tudi pravna država, trajnostni razvoj, samooskrba, znanje, torej to so ključne točke, na katere mislimo, da je potrebno v prihodnjem mandatu dati še posebno pozornost, namreč, če teh vprašanj ne bomo rešili v naslednjem mandatu, zdi se mi, da pa ne bo dobro. Še morali do 4. decembra, po vaše dovolj časa do takrat? Preveč. Torej, mi smo zelo dobro pripravljeni, da lahko bi bile volitve že skoraj jutri. No, jutri ne, ampak naslednji teden pa ja. Glede na to, da ste rekli, da vidite luč na koncu tunela, ampak ker je na volitvah pač vse mogoče, vidite luč na koncu tunela tudi v primeru, da naslednjo vladno koalicijo sestavlja ista ekipa kot zdaj? Jaz verjamem, da je težko verjetno, da bi bila popolnoma enaka koalicija, kot je bila sedaj. Mislim, da to tudi ne bi bilo dobro, glede na to, da se je izkazalo skozi te 3 leta mandata, da navznoter niso kompatibilni. Sej ta nekompatibilnost navznoter te koalicije je pripeljala situacijo tako daleč, kot jo je tudi pripeljala, da se je praktično koalicija razpadla sama od sebe. Saj pri tem ni opozicija imela kaj dosti za dodati. Razpadli so sami. In jaz mislim, da bi bilo dobro vendarle, da se najde neka, morda tudi kakšna mešana koalicija. Da bi v tem trenutku bilo dobro, da pozabimo na ideološka razhajanja, predvsem pa mislim, da je narobe, da bi vztrajali na neki enotnosti, na blokovski enotnosti, na poenotenju na osnovi nekih ideologij od vprašanjih kdaj. Jaz mislim, da moramo iskati predvsem vsi skupaj poenotenja na teh izzivih, ki so pred nami. Jaz verjamem, da ne moramo biti enaki, pa da ne moramo razmišljati enako, kar je tudi dobro, da ne, ampak da na teh ključnih izzivih, ki pa so, predvsem gospodarstvo, pokojninska reforma in tako naprej, moramo najti neke stične točke, neke kompromise, da bomo zadevo premaknili, sicer ne bo dobro. In tu moramo iskati poenotenje. Čisto konkretno, o čem bo govoril na naši seji izprašenja? Čisto organizacijsko, pregled dosedanjih aktivnosti, dogovor za naprej. Glede prav na volitve? Tako, volitve, absolutno volitve, dogovoriti se moramo za nekatere aktivnosti, konvencija in tako naprej, kako bo potekala kampanja, nazadnje tudi finance, skratka vse, kar je povezano z volilno kampanjo. Hvala.